Po vsej Sloveniji bodo ta konec tedna ponovno potekali dnevi cepljenja. In kako so na to akcijo pripravljeni v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica? V tem tednu od četrtka naprej, četrtek, petek in soboto, bomo v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, tako kot po celotni Sloveniji, izvedli ponovne dneve cepljenja. Cepili bomo vsak dan od četrtka do vključno sobote med 8 in 20 uro na lokaciji zdravstvenega doma in pa v petek dopoldan na lokaciji občin Poljčane, Makole, Oplotnica in pa Zgornja Polskava ter Pragersko. V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica cepimo proti covid s cepivom Pfizer, cepimo vsak dan 8 ur. Prebivalcem se na cepljenje ni potrebno naročati, v dnevih cepljenja pa cepimo od 8 do 20 ure, prav tako brez naročanja. Cepljenje v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica trenutno poteka gladko. Z število cepljenih oseb v tem letu smo trenutno zelo zadovoljni, veliko oseb se odloča za cepljenje. Glede na to, da smo v Slovenski Bistrici, pa tu v naši okolici, bili s cepljenjem proti gripi zelo na spodnji meji povprečja, moram povedati, da sem jaz presrečen in zelo zadovoljen, da smo proti covidu pocepili kar več kot 10-krat več ljudi, da smo pocepili 55% prebivalcev, tako da se vsem, ki so se za cepljenje odločili, lepo zahvaljujem. Cepljenje trenutno poteka na cepilnem mestu v kontejnerju na našem parkirišču. Redno cepimo v ponedeljek in sredo popoldne, torek, četrtek in petek pa dopoldne. V tem tednu bomo izvedli tudi cepilno akcijo. Cepilna akcija bo v četrtek in petek od 8 do 20 ure, pa tudi v soboto pa med 8 in 20 uro. Tako da vabim predvsem tiste, ki so imeli kakšen strah, da bojo po prvi, drugi ali pa tretji dozi prišlo do kakšnih neželenih učinkov, imajo zdaj možnost, da pridejo pred vikendom, da ti neželeni učinki preko vikenda izzvenijo. Tudi naši pediatri so se zelo potrudili, da so pripravili tudi posebej cepljenje za otroke. Vse otroke mlajše od 15 let cepijo pediatri, tiste, ki so stari od 12 do 15 let, cepijo v ponedeljek med 3. in 4. uro, vse otroke stare od 5 do 12 let pa v torek med 3. in 4. uro. Povedal bi, da se zdaj z promocijo cepljenja kot takega v Sloveniji, tu v Slovenski Bistrici, bolj aktivno ukvarjamo zadnjih 5 let, predtem je bilo to področje cepljenja odraslih malo zanemarjeno. Zaradi tega smo tudi tako zadovoljni, da se je toliko ljudi cepilo. Zadnjih 5 let se bolj aktivno bavimo s promocijo. V tem času smo recimo cepljenje naših zaposlenih proti gripi povečali za 4-krat. Zadnja 3 leta nam je nasproti stopila tudi država, kjer vsako leto vsem odraslim, starim, ki v tisto leto dopolnijo 49 let, krije cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu in sicer vse 3 osnovne doze. Tako smo zdaj zadnja 3 leta že pripravili akcijo, da smo naše opredeljene paciente vabili na cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu. Torej tudi letos bomo tako akcijo izvedli za vse, ki dopolnijo 49 let, ampak cepljenje je brezplačno možno samo pri osebnem izbranem zdravniku. Istočasno bi zdaj izkoristil priložnost, pa bi se zahvalil tudi vsem vodstvom šol, pa se predvsem tudi otrokom, ki zdaj res vestno izvajajo samotestiranje, da so omogočili, da so šole ostale odprte. Otroci so bili pač največji poraženci, da rečemo, te epidemije, najbolj so nastradali, tako da sem zdaj zelo vesel, da vem, da je recimo v tem tednu kljub slabim razmeram vsaj ena šola uspela celo izvesti smučarsko šolo v naravi, tako da se učiteljem, ravnateljem in učencem, pa tudi staršem lepo zahvaljujem, da pri tem sodelujejo. Hvala. Zdaj bi pa povabil še vse tiste, ki še odlašajo s 3. dozo, da pridejo. Naše punce tu so prijazne, če imate kakšna vprašanja, bomo z veseljem odgovorili. Vsi tisti, ki še niste cepljeni, pridite, cepite se, da vsaj prvi kontakt z boleznijo opravite s cepljenjem, zato da bo potem manj zdravstvenih težav in da gremo potem, tako kot je minister rekel, skupaj naprej.
da s februarjem, marcem zaživimo čim bolj normalno. Ne smemo pa pozabiti tudi na cepljenje nosečnic, ki ga pospešeno v Sloveniji izvajamo zadnja 3 leta. Nosečnice cepimo po 24. tednu, s tem predoslovskim kašeljem zaščitimo tako nosečnico kot otroka. V tujini s tem cepljenjem, to cepljenje izvajajo že več let. V Španiji precepijo več kot 90% nosečnic. Žal je omikron, torej zadnji sev novega koronavirusa, prišel v zadnjih dneh tudi v naše kraje. To se zelo pozna pri številu klicev v ambulante in pa dnevno odvzetih brisov po metodi PCR in seveda tudi po številu pozitivnih izvidov. Po zdajšnjih podatkih se sicer kaže, da omikron vseeno, okužba z omikronom vseeno nekoliko blažja. Ne vemo pa, koliko je to tudi zaradi velike precepljenosti ljudi. Zato bi ob tem opozorila, da ljudje, ki imajo najmanjše simptome, ali je to samo blag nahod, bolečine v žrelu, bolečine v mišicah, glavobol, tudi pri cepljenih in tudi pri prebolevnikih manj kot 1 mesec nazaj, ne hodite na hitre teste, kajti hitri testi pri omikronu žal niso dovolj zanesljivi. Pokličite osebnega zdravnika in se naročite na PCR. Okužba z omikronom pri večini ljudi poteka, sploh pri tistih, ki so cepljeni, mladi, zdravi, sploh v začetku res z blagimi simptomi, zato bodite pozorni na njih, ne hodite okoli, kajti nalezljiv je blazno. Res vsi, ki pridejo v stik z omikronom, zbolijo, kar se pač pozna in na kar opozarja minister, da bo tudi v zdravstvu in v vseh ostalih službah, da bo res pomembno pomanjkanje kadra, kar se že pozna z izolacijami, karantenami. In zato vas res pozivam, bodite pozorni na simptome in pojdite na test, ampak na PCR, ne na hitri test. Negativen hitri test ne pomeni, da niste okuženi. Pokazalo pa se je, kot sem že rekla, da dejansko cepljenje pomembno vpliva ne na to, da se ne okužimo, ampak na potek bolezni. Vsi cepljeni, ne vsi, ampak res velika večina cepljenih preboleva z blagimi simptomi in to je cilj cepljenja. Zato vas še enkrat pozivamo, cepite se, ni še prepozno, cepite se s 3. odmerkom, vsekakor pa ne hodite okoli bolni. Pokličite zdravnika, idite na test in ostanite doma.